Še zdaj, ko pogovarjam, čekaj mi, se pogovarjam, torej ne rabim v kameru, to povej mi to, Terige, finte. Kak je? Res. Si sproščen? Ja, hvala. 3-4 za. Tvoj odhod Kat! Tvoj odhod v Avstralijo se je v bistvu začel kot malo daljše počitnice z 4 prijatelji. Tako, ja, v bistvu smo se, naš namen je bil, da gremo preprosto za pol leta surfati. Zdaj pa ta sreča vlada v Avstraliji že bila, moja mama je že prej doli živela, tako da smo v bistvu šli do nje, imamo kje za prespati, ampak namen je bil iti na daljše počitnice. No in potem ste vsi 4 ostali dlje. Vsi 4 smo v bistvu ostali dlje, tako da jaz sem zdaj v Avstraliji že 5 let, medtem ko pa jaz pa Dejan smo tam cel čas, medtem ko pa ostala dva sta pa po dveh pa pol letih sta v bistvu se vrnila v Maribor. Domotožje? Vedno. No, za njih od vas sprašujem. Ja, ne, v bistvu je tako, je bilo malo eno, ker sta dva sta doli v šolo hodila, sta si šolo morala plačevati in to je šlo v bistvu v nedogled brez neke prihodnosti, torej da pa sta imela v bistvu dovolj, tako da sta se vrnila nazaj. No in odločitev ostati tam dlje kot samo pol leta, pride tako odločitev čez noč ali je to dalj časa zorelo? Ne, v bistvu je zorelo tako, ker ti začneš iz popolne nule, ne? In pol v bistvu si sestavlja še nek mozaik, sestavljaš in to vse skupaj gradiš, potem si že nekaj naredil, zdaj pa ne, zdaj pa domov pa ne, zdaj se pa ne nek vrnil, če sem že tako daleč prišel, ne? In to je v bistvu tako ostaneš in potem greš dalje, ne? No in predvsem ljubezen do surfanja te je pripeljala v Avstralijo, ne? Tako je. Sicer si pa v domačem Mariboru zelo rad tudi surfal po belih strminah. Pa me zanima, če kaj pogrešaš to oziroma kak je sploh s tem v Avstraliji? Koliko je tam bordanje razširjeno? Bordarska scena je v bistvu zelo je razširjena. Naprimer tudi jaz, ko se z enimi mojimi prijatelji pogovarjam, mi vsi kak si lahko ti srečen si iz snega, ne, sem rekel, ne, je boljše vse skupaj imeti poletje. Ampak ja, ta scena je kar razširjena. Da se bordati oziroma smučati približno 5 ur iz Sydneyja, so ti Australian Snowy Mountains in je pa vse skupaj za primerjavo za velikost 4-5 pohor, ne, tako da je kar cool, ampak je pa vse odvisno od snega. Ne, tako da lahko je dobra sezona, pa je cool, lahko pa je v bistvu slaba sezona, pa je zelo bogo potem v tistem. Ne. In odkar si v Avstraliji si bordal že? Sem bordal, zdaj ravno kar smo imeli en shooting 2 meseca nazaj, teda pa tudi letošnja sezona velja za zelo slabo v bistvu. In pa smo preleteli tam v začetku avgusta in je bil taki del vmes, ko smo imeli v bistvu 3 dni as good as it gets, ne. Teda smo imeli 3 dni, pa smo posneli in tudi ti posnetki so potem šli v bistvu po svetu. Teda smo imeli res srečo, ne vem, 8 cm svežega snega, sonček, tako mora biti, ne. No pa da se vrnemo nazaj na surfanje, začel si v bistvu v Kanadi, ne? Ja, vse skupaj je bilo tako, jaz sem se, ko sem bil star 17, sem šel prvič se učiti angleščino v Kanado, v Vancouver. No, sprašujem te zato, ker za nas laike Kanada ne velja ravno za surfersko meko, ne? Zakaj si ravno tam začel? Ja, v bistvu jaz nisem tega veril, ampak ko sem jaz tam dol prišel, sem v bistvu ugotovil, da pa je surf scena tam kar visoko, ne. In pol tu še takrat nisem imel nekih surf shopov, pa take stvari, v bistvu ta kultura me je v bistvu malo not potegnila, ne, ker preprosto je bilo nekaj, kar tukaj ni takrat, ne. Tako da, ja, teda se je vse začelo in tudi sem potem svoj prvi surf, katerega še imam danes doma v svoji dnevni sobi, sem kupil v Kanadi. V dnevni sobi v Avstraliji, v dnevni sobi v Mariboru? Ne, v dnevni sobi v Mariboru, ta ostane tukaj, čeprav dosti surfov se menja, tega sem pa rekel, ta pa ostal forever. No, ravno govoriš o surfanju, da si strasten surfer, ampak trenutno ti denar prinaša fotografiranje, ne? Ja, na srečo, tako da ja, trenutno se ukvarjam kar resno z surf fotografijo, imam tudi en svoj tim, s katerim slikamo, v bistvu, kak so valovi, smo mi v bistvu na njih oziroma jih slikamo, tako da... No, to je moje naslednje vprašanje, tvoj pristop je zelo zanimiv, ne, da si eden redkih, oziroma ko sem prvič sem v bistvu pri tebi zasledil, da je fotograf v valu, na valu, zraven surferev, ne? Je za take podvige potrebno neke posebne priprave, psihične, fizične, je treba na kaj posebej paziti?
Ja, v bistvu ja, ne, v bistvu zdaj, če si greš to, ker ti se vseeno izpostavljaš tam, plavaš, ko so valovi veliki, ko se voda premika in torej moraš vedeti, kaj dela, kaj počneš, ne, za ki so tokovi, ki se val lomi. In ja, zadnje pol leta sem naredil en korak naprej, torej imam osebnega trenerja, torej 2x na teden, 1 na 1, delamo vaje, dihalne vaje, vaje za jedro telesa, samo zato, da sem fizično in predvsem psihično pripravljen na take ekstremne pogoje, kot so naprimer 3-4 metrski valovi, da jaz vem, da sem jaz sposoben to, da tudi če jih dobim par po glavi, da sem jaz tam v bistvu preživel. Aha, no in kakšna je tvoja oprema? Zraven fotoaparata? Moja oprema je čisto preprosta samo wetsuit in pa plavutke, samo dvojne plavutke. Plavutke so tisto, brez katerih, če zgubiš plavutke v tisti nemirni vodi, lahko pride do problema. No in v Avstraliji si znan pod pseudonimom Purple Collective, oziroma podpisuješ se pod svoje fotografije s tem, ne? Pa ta Purple je navezovanje na vijoličen Maribor ali nima to nobene zveze? Ne, v bistvu jo ima malo tak je, Alan Žvokel v Avstraliji je zelo vseeno težko izgovoriti moj ime in priimek, ne? In torej, če hočem biti malo prepoznaven vse skupaj, je bilo treba najti nekaj, kam me bo ljudje se lažje zapomnili, ne? In potem, ko sem v bistvu iskal ime svojega brenda, kako bi temu rekel, sem pač povezoval razne besede, ne? Potem sem tudi vijolična barva mi je bila všeč in tako imam neko povezavo z Mariborom in pa kolektiv mi pa bila čisto preprosto povedana beseda, všečna in besedna zveza. Potem sem tudi pogledal, da ni bilo še ime se še ne uporablja in to je to, ne? No in zdaj, ko si se vrnil v rodni Maribor malo na obisk, pripravljaš ta petek, 29.11. v Kibli razstavo svojih fotografij in izkupiček od prodanih fotografij bo šel v dobrodelne namene, ne? Ja, tako je. Pa me zanima, koliko recimo ta beda Maribora in vse skupaj, kar se dogaja v tvoji domači državi, vplivala na tvoje življenje v Avstraliji. Se dostikrat spomniš oziroma se sprašuješ, kak je tu, ker v bistvu Avstralija na nek način krize ne pozna. Ne, Avstralija res v tem trenutku, hvala Bogu, krize ne pozna. Jaz sem se pa odpravil v Avstralijo, v bistvu predno je tukaj prišlo do take krize, ne. Jaz sem šel v začetku 2008, ko še pa tukaj ni bilo tako hudo, ne. Ampak spremljam, saj imamo razna socialna omrežja in vse skupaj spremljam dnevno v bistvu na tekočem, kaj se dogaja v Sloveniji in pa predvsem v rodnem Mariboru, ne. Tako da sem bil lani, ko so bile vse te vstaje, mi je bilo prav hudo mi je bilo, da jaz nisem moral biti zraven, da jaz nisem moral biti v prvi vrsti se v bistvu boriti za moj Maribor, ne. No, ampak se boš boril zdaj ta petek? Ta petek pa se borimo dalje, ne, se to je to, zdaj smo prišli sem, pa lahko mogoče nekaj skupaj naredimo, nekomu polepšamo, tudi za vse skupaj lahko polepšamo nekomu božič, ne, in zakaj ne, če lahko stopimo skupaj, naredimo nekaj koristnega. No, pa v Avstraliji si tudi imel kako razstavo, ali bo zdaj ta v Mariboru premierna? Ne, v bistvu sem imel zdaj en teden predno sem prišel nazaj v Slovenijo, sem jaz imel svojo razstavo, torej sem bil samo na otvoritvi razstave, potem pa je razstava potekla, potem sem pa že šel za Slovenijo. Pa dovolj časa si že v Avstraliji in me zanima, če lahko potegneš neke vzporednice z ljudmi ali pa življenjem v Mariboru in v Avstraliji. Smo si podobni, kje ali pa zelo različni? Mislim, da smo si zelo različni, ne. Predvsem Avstralija in pa tudi tam, kaj živim, ta Manly je zelo tak multikulturni, so v bistvu zelo odprti do ljudi iz celega sveta, ne. V bistvu se ne kritizira dobenega, so zelo odprti in v bistvu pozdravljajo nekaj novega, ne. Tako da s tem jaz vidim, da tukaj pa Maribor pa vseeno malenkost je manjši in je vseeno malenkost bolj zaprt, tako da ne. No, kako pa je živeti v deželi, ki premore največ strupenih vrst plazilcev na celem svetu? Je to dejansko neka nevarnost ali je to v bistvu samo mit? Ne, dejansko je, ampak zelo odvisno, kje si. V okolici Sydneyja, kjer živim jaz, teh problemov v bistvu nimamo. Je zelo podobno tukaj, kaj so kače, ampak jih ni toliko kot pa nekje, če se gre tam nekam v notranjost, nek outback, ne. Ampak je pa dejansko lahko zelo veliki problem, če si naprimer, preprosto razdalje so velikanske in če se zgodi nekaj, če te kaj pikne ali pa kaj pa ne veš, kaj se ti je zgodilo, je lahko hitro. Pa si že imel nekako bližnje srečanje z neko res strupeno, z plazilcem ali? Ne, še ne, se tega tudi imam neki respekt do tega, tako da se tudi probam, se ne izpostavljam na nekih takih mestih, tako da ne, zaenkrat.
Zaenkrat še ne. Tako, ja. Trkrat. No, ok. In po tvoji presoji, katere so 3 stvari, ki bi se Mariborčani morali nujno naučiti od Avstralcev? Ne vem, predvsem neko strpnost. Ne? Mi imamo občutek, da nimamo strpnosti, to bi bila številka 1. Potem sprejeti nekaj drugačnega in pa še eno, kaj bi se lahko od Avstralcev naučili. Slišal sem, da si govoril o vožnji avtomobilov in kulturi. Ja, to vožnja tu, predvsem zdaj sem prav čudim se, da v bistvu vsake, ko pogledam, ko se čez mesto peljem, da v bistvu da nekdo na telefonu je nekaj čisto normalnega, ne. Tam je to v bistvu, tega tam ni, se v bistvu ful pazijo, ne. Alkohol za volanom? Alkohol za volanom ne obstaja, v bistvu s taksijem iti ven je nekaj čisto normalnega, ne. Čisto normalnega iti z taksijem na pijači in s taksijem potem tudi domov, ne, pa čeprav je to kar drago, ne, ampak to je del tega. To se pravi, ta zadnja stvar je skoraj najbolj pomembna, da bi se normalno vrčili. To bi se lahko, ne, predvsem. No in še na koncu, se boš kdaj vrnil v Maribor in ostal v Mariboru? To je zelo težko vprašanje, ne. V bistvu mene, ko tam kdo sprašuje, če bom jaz ostal v Avstraliji in potem jaz vsakemu povem enako, vsakemu rečem enako. Če se moram zdaj odločiti, potem bom rekel, jaz v Avstraliji ne bom ostal. Torej bi se rad enkrat vrnil, preprosto si nočem nekih takih dolgoročnih ciljev, zadatke, to vseeno težko. Tako da v tem trenutku jaz mislim, da to, kar jaz počnem, je tam, je super, se vrijo počuti, imam tudi en krog ljudi in tudi mislim, da sem na začetku ene te svoje kariere in še lahko daleč prijem, tako da zaenkrat bom prav še malo pušniti, potem pa na stare leta pa priti v Maribor, ne. No, in želimo ti veliko uspeha. Hvala lepa.